Nahajamo se pred vhodom številka 2 v Željevo, kjer smo danes organizirali izlet Društva prijateljev parka vojaške zgodovine, voden ogled strani željevalibi.com, fantov, ki sodelujejo pri tem projektu, pilotov, ki so bili aktivno udeleženi tukaj in vojakov, ki so bili zaposleni na bližnji vojašnici. Vabimo vas, da si vse skupaj lepo pogledate na naših spletnih omrežjih, spletni strani in lep pozdrav do prihodnjič. Kako pa je izvedelo dojeti v službo kot pilot? Recimo je tu v Iztoku trgovc, mesar, jaz teroristični vodič, ali ste imeli tisto rusko smeno, dan, noč? Nobene dan, noč, isto ko šuštarji, pa isto ko mehaniki, ni važno kaj in kje. Če je bil ponedeljek ponavadi, ni bil letalski dan, je bil tehnični dan, potem mi smo imeli, potem smo se malo pripremevali, priprave tega, ovoga, tretjega, ne? Drugač pa ponedeljek, torek, sreda, četrtek je bil letalski dan in petek. Petek ni bil njih dobro, so vedno rekli crni petek, ne vem, vedno največ nesreče v letalstvu se je zgodilo v petek, ne, razumeš. Večkrat, takrat se človek že malo opusti, ne, in Samo pade koncentracija. Samo pade koncentracija in je bilo vedno kaj nevedno, bilo kaj narobe. Drugače bo to naše delovno mesto, bilo to bilo noter. Sam še nekaj bi vprašal. Ste recimo, kot prej vas je Hrvoje pošiljal na dopust, ste imeli kot piloti kaj več dopusta, kaj več bonitet? Poslušaj, če ti rečem tako, nismo imeli mi kaj posebno sreča. Tukaj ena eskadrila bi mogla imeti vsaj 18 pilotov, ne? Razumeš, ena eskadrila, vsaj 18, ne? A nas je bilo včasih 10, včasih 11, včasih 12 zelo in vse smo morali delati, vse, kot da jih je 18. In v Puli, recimo, če bi Tito na Brionih, smo mogli tam dežurati, tukaj smo na operativnem centru in tudi smo imeli, dežurni nismo bili nikoli kot oficirji, ne? Nismo bili nikoli dežurni, dežurna para, po noči in po dnevi, ne? To je bilo, pa drugače je pa čisto redno, mislim. Družba je bila vedno dobra, ne vem. Note pa smo bili na dežurni pari, potem smo bili cel dan od zunaj, recimo en teden, tej primnost je bil odsud, smo bili od zunaj lepo in kaj pa ste, kako bi ti rekel, no. Če je bil pa slabo vreme, pa grdo, pa tako, pa onako, pa smo pa tukaj noter malo karte špilali. Enkrat si mi rekel, da si šel rad kaj let tudi v Puli po naravi, kakšne zajce lovt in tako le. To je, če bi ljudje vedeli, kaj je tukaj, to ne moreš verjeti. Tukaj je živali, kolikor češ po letališču, ne? Pa ne samo po letališču, tam čez je Grbec tudi, tukaj je Pleševica, tukaj je to. A to je bilo divjih prašičev, medvedov. Vse sem že pravil, kako je enkrat tukaj en od mojih kolegov je naredil tele čebeljake. Doma celno zimo jih je delal, razumeš. Potem je čebeljaka napolnil, ne vem, ki je tisto dobil, pa to polno, pa sem pa tja, čez začel malo meda, vodovca, dio, medved, vse sesul. Vse. In to je dvakrat delal, vse kompletno, vse sesul. Pa najbolj interesantno je pa to, tu noben ne ve, to se ne govori, tukaj od Željeve naprej, prav tukaj, kjer smo mi, je bila vas Baljevac. Sam zdaj, jaz nisem prav popolnoma siguren, zato ker tudi v Željevi je bilo polovico muslimanov, polovico Hrvatov, ne? In samo tale Baljevac je bil, pa se mi zdi, da je bil sam muslimanski, ne? In ta Baljevac, ta vas je bila cela kompletna preseljena. No, in potem nas so še nudili tiste bajte, če kaj še hoče, kakšno vzeti za vikend, ne pa tako, pa ni noben vzel. Potem je pa smo enkrat je smrdelo tam nekaj prijeni, bajti so šli dežurni pogledati, kaj je to, ne? Polhen sod tistih koš, ne? Polhen sod koš, od srn do jelenov, do tega dolga, to so kar naprej cvrli, pa kar naprej jeli tisto. Pa mi je so postajali, ne? Pa suli, pa tu so postajali tam, ne? Niso pojeli, to je bilo interesantno. Ali pa recimo zajce, so bili pa te lički zajci, se reče, zlike, ne? Ampak pazi, tukaj je sam kamenjar.
In okoli pista imaš pa tale pas, sigurnostni pas, 40 metrov, ne? Celo še malo večji, tukaj nekaj so bile vrtače, ne? In tukaj je trava zrasla tako visoka, razumeš? Taka visoka trava zrasla, tako da smo potem, recimo, jaz se spomnim, jaz sem bil fičotal, pa sem jaz vozil, cesto sem že pravil, ne? Ja, pa Frulja mate je bil, da se zdaj ni več, on je bil pa lovc, on pa skozi okno, top, jaz to vik, pop, ga spet zauzmat, pa tukaj zajcev. 14 zajcev sva nabrala ne vem koliko, ne v pol ure, 20 minutah. Pa jih je potem tale Gorica, ki je tukaj v kuhinji bila ena fajn ženska, nam je vse naredila te zajce. Vse zajce naredila in potem so imeli pa tudi borci, ki so pojesti. Ti si bil tle dobesedno v službi, ne? In kolikrat si šel domov Postojno? Jaz sem šel v Postojno, dokler sta bila otroka mlada še, dokler sta šla v šolo, smo šli čist vsak mesec smo šli vsaj enkrat domov. Pa se je to nikoli kratka pot, ne 4 ure tja, 4 ure nazaj, se kar ujame. Pa še kako pa ste šel? Prosim? Šel z avionom. Ja. Vse smo šla s Postojne z Borisom enkrat z avionom, pa nas niso pustili čez Leševico. Sem veliko van. Pa sem šla pa nazaj. Ja. Drugač pa ne vem, kaj bi še kaj dašega bilo tukaj. Pohlo je bilo, no, mislim, tu smo se, povem po pravici, da nismo skupljali časa. Tudi smo se lepo razporedili, koliko nas je bilo, recimo 9, vsak je vzel eno stvar v knjigi. Mi smo znali tega miga, recimo, ne smo ga znali v prst smo ga znali. VTU, stranica 116. Ja, to smo, še koliko ima lukec napito cevi smo vedeli. Čisto vse smo vedeli tega, ne? Ja, in to je tukaj neko tekmovanje, če nisi kaj znal, si ima sramota zate, razumeš, ne? In potem je pa vsak eno temo vzel, recimo jaz vem, da sem imel radar ponovadi, ne? Pa si potem malo dopoldne držal in eden je bil spet. Eno stvar je, druga stvar je, smo potem držali malo predavanje, če pa se nam ni ljubilo, pa smo šah igrali. Meni se zdi, da ima Vinko še eno vprašanje. Vinko, si te v nekaj vprašati? Je več rešeno. Je več rešeno. Pol pa gremo mi počasi vam toliko o temu, kako v Zvezdi ne bomo nič govorili. Nekaj vprašamo? Se pravi, ta kontrolni stolp, kontrolni toranj, kako ste vi vzdržavali stik s tem med letom? A med letom? Ja, normalno, ko vsakem tornjem, ne? Oni so bili gor pač, ta cel prednji del je bil tako močan, isto tako betoniran, ne? Da tudi ne more bomba nič, ne, če pride taka poštena, kot recimo, da isto kot vrata, ne? Sprednje je bilo, samo majhno okno je bilo, če smo hoteli na zrak, ven si imel pa tudi druga vrata, si šel pa tudi tako malo, samo paziti, da ne padeš v okno rukno. A ste imeli vi vizualni stik tudi z njimi ali je bil to sam radijsko? Ne, radijsko, seveda. Vem, da smo bili recimo v Puli, jaz sem šel 3-krat tisti dan dopoldne na izvidovanje, bi rekel, da če se bo dalo pristati. Pa si šel, je bila mogla njih točno nad tem tornjem, razumeš, 10, 15, 20 metrov nad tornjem, ne? Tako da te je potem on slišal, ker še prvi leto bil. Veste, kaj bi še vprašal, tisti prvi, ko je šel zjutraj, ne? Pilot je mogel dejansko delati vremensko prognozo, ne, ki je nekaj? Zvidnica, no? Ja, čisto normalno, kaj pa. Imeli smo briefing zjutraj, ne, ampak med tem časom pa potem eden ali je šel, ponovadi je bil to ali komandir eskadrile, ali namestnik komandirja eskadrile, ali pa recimo, kaj se pogorevo pa tisti, ne. In si šel normalno na probot, si poletel, pa tu si naredil let recimo 20 minut, ne. Tu si na forsažu si ga postavil gor skoraj vertikalno, ne, in si šibljal na 15 000, ne. In od vrha si potem videl vse, odkje prihaja fronta, kakšna je, kako je to, ne. In čim prej si prišel dol, ne, čim prej dol in to je vedno, vsak dan. No, tako da vejo, ne, da ne bi bilo zmeri vse na aplikacijah, tako kot se danes Ne, to se odletelo. Tukaj se delo, tukaj je šel potem avion ven in smo šli na probni lezbi, ne. Tukaj je šel, direkt. Iz kosa pa avione vlačili ven? S električnimi tegljači. Električni. Do vrat, potem so naprej. Če bi blizu, potem pelo naprej. Če pa potreba
odlično, gor daleč so pa traktorji prišli. Ja, pa ste živali v zoni. Dobro. Možemo još par metara naprijed, onda ćemo se okrenuti i idemo natrag. Idemo da vidite ovaj otvor u stropu. Pravi, da cela tale kompleten del, ne, od dvojke do štirke, praktično je bilo zelo dosti teh kavern, ne. Zelo dosti. Tu so oni, jih je več, ja. Za 124, tu sem bil jaz v tej eskadrili 124, ne, tukaj. Ale zraven, tukaj ni bilo nekaj posebnega, ne vem, da bi kaj govoril tam, ne. Se ne spomnim. Ampak tukaj so bile pa kaverne celo pot, ne. Tako da so res nekatere so bili previsoke in prevelike, vse so potem, ko so tako niso to zavijeli. Postoje priče da je tu ovo zadnja trećina ovog radionica, da je pri gradnji se naletilo na veliku kaverne. Mi bi se radi našim dvem vodnikom danes zahvalili v imenu Društva prijateljev Parka vojaške zgodovine z enim skromnim darilcem. In prosim, en aplavz, no, so nas tako lepo pelali, ne? Marela je malo kasna, pa dobro. Marela je praktično darilo, seveda, ne, tako. Karol bi kaj povedal, ko zmeri. Ja bi isto nekaj rekao, ne budete vi otišli praznih ruku. Mi jako dugo surađujemo, mislim na Željava Libi tim, istraživači Željave, Vedran, Treb, Nenad, Ivica Meglić, Đađo, Lupus Rebel, Firewire. I u tim godinama sakupili smo i spasili smo nešto dokumenata. I red je da, s obzirom da u Pivki postoji jedan krasan model aerodroma Željeva i naše predavanje i naše druženje isto ovako na terenu, poklanjamo nešto od te dokumentacije. Ovo je u odličnom stanju letački dnevnik koji smo prije više godina izvukli van i počistili da to bude kako spada. Vidjeli ste na što to sad liči tamo u Tocu, Trulo i tako dalje, ali ovo je jedan primjerak za naše prijatelje u Pivki, za muzej. I to nije samo sve, neću sada vaditi van, radi kiše i svega. Tu unutra je još i dnevni plan letenja, rukom ispisan, potpisan od gospoda Lipara. I još je muzej preko maila ćemo poslati 7 skenova tih letačkih planova letenja koji su vrlo interesantni po opaskama i po načinu na koji su napravljeni. Pa onda kad vaši piloti to malo u muzeju iskomentiraju pa ćemo razmijeniti i te informacije. I suradnja se naravno nastavlja i dalje. Vedran, Ivica, najlepša hvala. Zdaj pa najlepši del dneva, ne? Gremo na malco. Čekaj.